Danes je z nami Kajina slabša polovica, Jaka Peterka, ki je hkrati tudi najbolj seksi znani Slovenci. Ja, leta 2024. Okay, kdo od vaju bi po več letih zveze partnerju povedal, da je v bistvu gej oziroma lezbika? Kar dvigem tam, ka piše Kaja. Kdo je od vaju je naredil prvi korak? Jaka pravi Jaka, Kaja pravi Kaja, wow! Kaj zdaj? Ja. Kaja ful dobro zgleda že razpička. Ajde, eno vprašanje za vas tri. A je Kera že kdaj brskala po telefonu na skrivaj? Ja, itak. Res, men? Tudi ste. Res? Si že doma, kako lepo sem po čekeru, pazim na te, a veš, na ta način. Meni se zdi na začetku... To ni sploh, že v štartu ni cute, sploh se ni... Vidiš, ne se to zdi cute, a vidiš, kje smo? Da bi jaz mogla se temu prilagajati, pa meni ne bi bilo to všeč, kaj bova zdaj naredila. Ko ti nekdo tempera, diktira življenje, to ni prav. Vsak si v zvezi zasluži biti svoboden. Pa spoštovan. In spoštovan. Tako. Ej, jaz bi zaključila ta podcast z zadnjim vprašanjem, kaj s helikopterčkom. Jaz moram to vprašati. Tisti dnevi v mesecu. Živjo! Živjo! Ej, evo nas, spet smo nazaj, srečno pa zdravo, ba jaz se to lahko govori še. Ne, prvi teden po januarju pa dost. Je pa, če se prvič vidimo. Ja. Pa sedite na story prej. Že začel težiče predstavljati, nismo. Larči, dej. Ja, ti začni. Ja, tako kot ponavadi. Tako kot ponavadi. Kdo je dan z nami? Danes je z nami Kajina slabša polovica, Jaka Peterka, ki je hkrati tudi najbolj seksi znani Slovenci. Ja, leta 2024. Jaz sem drugače dejansko mislila, da bomo sem sliko pozumerali. Danes je z nami. Ej, Jaka, jaz drugače vem, da ti ful nisi samo všečen tip, ampak me pa veseli, da si prenesel svojo sliko s tajtlom v studiu. V bistvu sem bila. Sploh nisem jaz prenesel, ampak ti si prenesel to dol. To mora lepo postal, ja, da se vidi. Ja, saj se vidi. Tako lepo pa, ja, tako je. Ja, to je vse, kar sem dobil pa eno penino. Vse kaj, več kot ostali. Kakšne počitnice ali pa, ne vem, poln tank v avtu. Dobro, kaj so pa ostali, ker niso bili toliko seksi dobili? Ja, nič, ker niso toliko seksi. Glavno, Jaki je zmagal na podlagi vaših glasov, a ne? Ja, ste žleht. Tako kot lani Matic. Tako kot lani Matic. Ja, zato lani sem jaz, Matic je bil nominiran, sem rekel, mora zmagati. In sem pol nekako zloberal, da če bodo ljudje glasovali, da bo Maticu zamenil, zato mogel skočiti v Ljubljanca. In je. In letos se mi vrača. Drugemu jamu koplje. Ja, bo mogel v Ljubljancu, sam bo nek upgrade. Mislim, jaz že vem, ampak ne smemo že povedati. Slabška Matic. A ti že veš? Ja, jaz že vem. V glavnem, ljudje, meni je ful dober, ker imamo danes prvič, v bistvu prvič je parček noter in to še od kaj je fant. Ja, se drugače ne bi povabil, če ne bi bil najbolj seksi znani Slovenec, veš, tako da... Zdaj je pa to ta naziv, zdaj pa lahko. Zdaj pa lahko prideš in jaz se ful veselim. Zdaj vemo, da si znan. A lahko prijem začnemo jaz nekaj sem vam prinesel, sem moram... A vam še? Kje pa imam? Z bubico snel. Kje pa imaš bubico? Jaka, ne. Bolj švak sem je slišal. Čak, ne raboš net snet. Kaj, ja boš še dal... Čak. A ti noč ne veš? Zdaj pa takole. Najprej mikrofon, ja. Se me mora slišati. Ja. Čak. Ne, najprej si zapni mikrofon, pa razlagi. Pa to dam te. Ja, hvala. Rumena. Tak se bom zapel. Aha, zdaj pa jaz pa... A lahko mi dve odvijeva, da ljudje to vidijo? Ja, lahko. Ok. Jaz ne bom odbila. Mislim, jaz bom raztrgala malo, le sem, da se bo videlo, kaj je notri, evo. Da se bo videla, katera rožica je. Ja, tako. Taj pa zate. Hvala. In zdaj, ker odprite, da se vidijo, kakšne so rožice. Ok. Zakaj sem se trudila, pa trgala to ful počas. Jaz pa Ne dobiš velikrat rožke, ne znaš tega odpreti. Primer. Ne, ponovno dobimo v lepšem. Ja. Rumena. In zdaj, vidve ste dobili... Ja, odvije rekel. Ja, pa ne boš tegle odvila. Pa se važno, da se vidi. Vidve ste dobili gerbere. Tako se jim reče. Kaj pa dobila vrtenca, pa škar povedala, zakaj? A to hočeš zaradi unga Valentinovga? Povej.
Meni je Jaka za Valentin, on večkrat mi prinese rože. Je eden tistih ljudi, ki tudi ne, da ni noben praznik, mi kdaj prinese rože in vedno sem presenečena, tako kot zdaj in mi je ful všeč, ampak za Valentina pa mi je prinesel oranžno Gerberovo. In sem tako, ne moreš za Valentina oranžno Gerberovo. Zdaj pa vem. Zdaj imate videti, kaj je. Ampak tako je, veš, moški poznamo dve vrsti rož, vrtance pa rože. In takrat sem jaz šel v to vrtnarijo in sem rekel, danes se pa počutim neki pustolovski. In tista oranžna, ta Gerbera. Sredna lepa, nič ne rečem. Ja, valjda. Zahtevno ti drugače. Ja, Pero se karkoli prinese. in veš, kaj je bilo? Nisem, drugač nisem. In veš, kaj je bila fora? Jaz pa res bolj te rože, ne, kaj se gleda, rože, ne. In pogleda, aha, kaj pa je to? Se viš, da za Valentin, vrtence je. Ne, drugač sem vesela, Gerber in so mi res lepe, ampak ne vem, za tisto Valentinovo se mi ni zdela tako primerna. Ampak sem vesela, zmer sem vesela in hvala, Jaka. Jaz bi rada sem povedala, da Jaka je dobil napačen naziv. Mislim, se ni nič narobe z nazivom najbolj seksi Slovenec, ampak jaz mislim, da bi lahko kandidiral za fatalnega moškega. Res. No, mislim, zdaj si se pa iskal. Tole je bilo kar presenečenje. Tole je pa kar, no. Pa Mislim, te nazivi bojo vas sam leteli. Ej, res, no. Tako lepo se pa še noben ni spomnil. Exactly. prav Jaz res. moram to No, sem vidiš. dati. Deva sem rožico. Klele. Deva sem rožico, evo. Pa pol, Ja, hvala, Jaki. To, da veš, to mora dati pol v vodo malo, mlačno. Sam tako. Drugače, Pa cukor, veste, če se daš kar noter, a ne? spozna na- Ja, pa to zmešam. Rože. Pravim, da se ti kar spoznaš na rože. Kje pa te to? Ja, že te, ker si ti enkrat mojo rešila, mojo rožco. To se ful narobe To se sliši. ful dobro sliša. Rožo, pač v pisarni ima eno rožo, ki je pač Ja. cela boga in je vesna neke te gnile cvetke. Dala strani in zdaj roža spet cveti. Kakšno rožo pa imaš? Ne vem, kje. Ono, kaj Denis prinesel za dan, že naverjeten. Ne, enkrat je nekdo prinesel, sem ne vem kdo. Ni bil Denis. Zelena je. No, Evo, lepo smo štartali. Jaz moram še povedati, da je Kaja danes ful živčna, ker je prišel... Sem živčna, ja. Ja, ker je prišel... Ne vem, zakaj. A je prišel tvoj bodoči mož? A je prišel... A je Ja, prišel... valjda. Ne, Sigurno. Bi si upala, že? Mislim, nič ni uradno, še. Zdaj pa Ne, Zdajle- ni še. Ne, Ampak zdaj. ja, ne, ja, valjda, se bomo ženili. Wow. A bomo povabljeni na poroko. Ja. Ja, bosta. Ja, Velika poroka. Saj sem Koliko je to prijazna. denarja? Saj sem dobil Saj nekaj, dobi- ampak denarja pa ni. Se dobiš v darilih toliko kešu, toliko, da se ti povrne. Bomo povrnili stroške. Vesna že, ja, ve. Vesna ve. Vesna vabira. Bomo Vesno vprašali za organizacijo. No, Okay. Alo, čakaj, lahko še jaz nekaj rečem, zelo dobro zgledaš danes, drugače. Je dobila tudi pohvale na desku danes. Res? V službi, ja. ne, Ampak žabe specifično imaš pohvalo. pa strgane, ne? Žabe sem si prej strgala ob zaveso, eno stran, ne vem, če se to vidi, Uroš, a se to vidi. In pa sem potegnila še z drugo stranjo, da zgleda kot vzorci. Nehaj zdaj, ampak da lahko prosim pove, kam je Miha Deželak Imaš rekel. lepo frizuro in Deželak je danes rekel, da Miha izgledaš Deželak. prav taka, kaj dobra mamka. Mamka, Ali seksi mamka, ali Mamka mi je rekel. to lahko kar stran vržem? tako da veš, da je danes seksi mamka. Lepa. Ej, dej, še preden štartamo, jaz bi sem še eno stvar rada povedala. Pač novo leto je nov štart sezone. Vitamin Klinik je Ostaja naš, z nami. ja, v bistvu Še čakamo generalni na- pokrovitelj. a ne. Tako da folk, koda še vedno velja ta DM10, ampak da jih imam jaz hvala, naš največji skeptik je nekje Ja. na polovici poti, ko Še si mislim, da začela, en mesec, no, ne. začela si uporabljati za lase, a ne? Double hair pa nutri Hair woman. Dej, please, vem, da je ni še, ampak Ja, dej, please, ni še povej. to. Zdaj vmes sem si konice postrigla, tako da na dolžino bomo dali pol sliko, primerjavo, ki se bo najbolj videl. Ampak veš, kaj se najbolj opazi? Te Mladički te rastejo. baby laski. Pač vidim. to se najbolj vidi. Oh, wow. Sam pač ja. To Jaz si No, zdaj v dan. Zdaj imam zlikane, no. Zdaj bolj bi se videli, če bi imela glih frišno oprane, pa tle gor. Imam eno sliko, ki sem si screenshotala, kako so tle gor. No, Ja, to baby se laska vidi. je dobila. To se Tako da, najbolj vidi zdaj. tako da, evo. Zdela očitno. Ja, mislim, bomo videli pa. Bomo videli na koncu. Bomo videli na koncu, ampak baby laske ima, tako da. To je to. Ej, zdaj pa, jaz sem za začetek pripravila, oziroma z Laro sva pripravili, ampak ima ona list. Ampak a bi še povedal, mogoče da barvi.
Predstavljam. A ja, kot ste opazili, zraven Jaka ni nikoga. Ja. Kje pa je Barbie? Barbie je pa, sprašvali ste nas. Ker nisem se najbolj vesel. Ja. Takoj za Kajo in Vesno. Kako boš Pa žal? nisi niti rože prenesel, očitno. Sem vedel, da ni. Folk, Barbie je že objavila na Instagramu, oziroma smo že objavili na teh ostalih, ampak še officially Barbie se je odločila, da bo teta iz ozadja. Evo, tako najbolj lepo povedano, da ima dosti tega izpostavitve pred kamero, da ostaja, kako je rekla, naš največji support. Itak se vsak dan videvamo, ker smo v isti pisarni. We love her, she loves us. Ampak Zgleda ne toliko. ne, rekla je sem, da ne bo več le sedela. A ja, tako. Pa govorila. Je bo raj komentirala od ozadja. Tako da Barbie... Za njeno poslovitev jaz bi sam še en njen magikizem, kot mi pravimo, dodala, ker je ona dala Jaka, to je en poseben vzdevek, po katerem ga kliče vsak dan v pisarni, veš kako mu reče? Jack the Snake. Podajamo Barbie. To smo povedali. Tako da Barbie še vse malo ustaja. Z nami. To je to, za začetek. Parček sta danes, hvala, ker ste ful odgovarjali. Ljubosumje v vezi bomo obdelali. Imamo en parček, ki bo lahko povedal, koliko je kaj zdaj tega. Z ene in z druge strani. Z ene in z druge strani, ampak še preden smo se pa sem z Larči odločile, piflarka, na list sprintala, da vam bomo eno igrico pripravljali. Jaz sem naredila ene stvari, samo morata Lekaja, izvoli. Hvala. Ti dobiš eno... To nisi ti pisala, ne? Ne, ni. Ja, se vidi. Vsak dobita eno zastavico Ja? in pol pomahata s tisto, tako da zapomnim si, v katero roko boš dal. Kdo bi raje? Ne, kdo bi raje, ne gre se igrica, kdo bi raje. In zdaj sem vam pripravila za to, da boste kupala še rutke. Lahko zbereš kot gost. Moje barve. A vidiš, kako sem se potrudila? Sem Prav. da lahko pridem na tvojo poroko. Ampak Sem daj mi se rdeče. potrudila. Ja, hvala, Kaj, ker si prinesla rutke. A to so tvoje? Ja, tako. V glavnem, zavešta si, prosim. Pa Pa zdaj... če imam preveliko glavo. Nimaš preveliko glavo, tako da, zato da ne gledate se, ne? Da ne bo tako čakala en drugega, Rodilnik. kdo je kaj rekel. Ne? Ja, pa ta vprašanja so v bistvu skupaj pripravili mi dve. Ja, mi dve so skupaj pripravili vprašanja, mi dve bomo komentirali, ker one dva se pravi, bom povedala jaz, primi listka, ti bom povedala, v kateri roki imaš, ker se pravi, tukaj imaš Jakata in tukaj imaš Kajo. Ti imaš pa tudi Jakata. To je Jaka? Ja, To je Kaj. ok. Oh my god. Okay. Luška nastane. Vreme se pa kar naredi. Ja, v glavnem, Videli, kako ste usklajeni. dejta čim, če bo kaj treba pokomentirati, ampak dejta čim hitreje mi, da bomo povedala, kaj sta odgovarjala, ok? Zato, da tudi ljudje slišijo, vidijo pač, da se ne vidite, kaj odgovarjate. Začni, Larči, daj Ok, prvo vprašanje. Kdo bi najverjetneje zaspal med gledanjem filma? Oba sta rekla Kaja. Ok, Usklajeno. super. Ja, zmer. Ja. Dalje. Jaz tudi drugače. Ok, kdo se prvi upraviči po prepiru? Jaka. Jaka. Oba. O, Jaka, fatalni moški, majke mi moje. Dobro, dajmo dalje. Ok, Jaz se super. le držim. Kdo od vaju ima bolj kul družino? Kaja je dvignila Kaja, Jaka je dvignila oba. Jaka, lepo, ampak ne velja. Bom rekel, valjda moje, a ne, če Ja, so ne. moji. Vsak svojim pol skupaj so Ok, v redu. Ok, naprej. Kdo je prvi rekel, ljubim te? Kaja. Kaj, če res? Pa res? Ja. Wow. Ja. Ja, Sem pa ok. rekel prvi, rad te imam. Ja, to je pa res. Ja. Dobro. Ok, da, brez. Ne, zelo pohvalno. Ja. Ok, kdo od vaju bi po več letih zveze partnerju povedal, da je v bistvu gej oziroma lezbika? Kar dvigem tam, ka piše Kaja. Prav, Jaka, oba sta dvignila Kajo. Da vidiš. Pa kaj res ima ubi? Tako, a ni? No. Ja, A mogoče. jaz bi tudi bi. Ti bi Bila tudi še bi? ena. Tako. Spusto, Jaka. A še pride. Ok, zaenkrat Spusti. sta ful Sorry. usklajeni. Ja, zaenkrat sta ful usklajena. Ok, Si res naprej. soja? Kdo se bolje poljublja? Ba? Ja, dvigam, ker pač upaš. misliš. Ker upaš. Pa jaz valjda. Ne moreš obeh. Kaja je rekla, Valjda, da jaz. vsak zase. Sploh nista samo všečna, spustite to. malo. Jaz se res dobro kušujem. Ja, pridi. Mislim, ja, se mi je všeč, ampak Kaja se ne vidiš, kaj dela. Dej. Ej, a imam še prav tole. Ja. Imaš, Jaka je tukaj, ja? Tukaj je Jaka. Ok, gremo naprej. Kdo doma večkrat sesa? Ja. easy. Zdaj, lobby dal to. Ne, ampak je žal tako.
Kaj žal, mi dva sva se zmenila na začetku, kdo kaj pospravlja. Jaka je odgovor. Ne vem, če je dojela. Jaka. Ja. Okay, jaka je odgovor? Jaz sem dojela, mogla bi večkrat se Ajoj. Razumeš? Jaka. Ojoj, no. Uroš se je režil. Jaz sem se tu, Pa vest. ko da vidiš. Jaz sem blond, okej? A gremo naprej. Ja. Dej. Kdo pomiva oziroma pospravlja posodo? Večkrat. Večkrat. Jaka? Je rekla kaj? A, sorry. Ja, pa dober. Ja, mislim, ja. Jaka, okej. Zato, ker mi doma v bistvu tako zmeraj Kaja skuha, jaz pa pospravim ponovadi. Okej. A ni? Seksi moški. Ja? A, ok, pol kaj tudi kaj dela. Tudi kaj dela. Ok, naprej. Kdo večkrat odnese smeti? Jaka. Očitno bolj malo dela, kaj je. Ej, jaz Jaka. berem, likam, kuham, vse to. Ja. A te je kdo vprašal? Ja, tle me ne rabi noben nič vprašati, kaj povem. Ok, dobro. Gremo naprej. Kdo od vaju je večji oboževalec Tomija Megliča? Ne moreš obeh, Kaja, enega da je dol. Enega, Kaja. Ne vem. Ja, dej, no. Kaja pravi Jaka pravi Kaja. Ne zdaj pravi, ja dej ne. Ne vem, kdo ima sliko ukvirjeno. Jaz bi rada sem povedala, da Jaka je tudi kar fan Tomija Megliča in zdaj me je zanimalo, če bi predlagala trojčka s Tomijem Megličem pod vprašanje, ja ali ne? Ne. Ne, Se To zdi pa tudi- ne. To ni ta prav trojček, no. Dobro, dej. Kako, ti nisi več za... Ne vem, menil me je. Kva? Ja. A dej, no, Kaja, no. Res? Še zmer imaš ukvirjeno sliko. Dej, Ja, nekaj. dober, ti drugi bolj. Se krega, to ste mi prevezani. Čisto Da čuden. ješ dober. Ne meni čisto čuden. Dej. Ok, vsi vemo, da vidva oba dva pojeta. Ja, dobro pojeta, ampak kjer od vaju boljš poje? Ja, kako sta luškana, Jaka je dvignil Kajo in Kaja je dvignila Jaka. Dajte skupaj eno. Ne, ampak če smo mečke bolj profesionalni, Kaja ima veliko boljšo kontrolo vokala, kot jaz. Ne, Jaka ima pa tako barvo glasa, da pač to ne morem. Smo midve odveč. Ja, malo res. Smo midve odveč tukaj. Ampak ful lepo, sam ti bi mogla biti bolj pogumna. Ja, jaz, to pa Jaka je, jaz pa nisem. No, tako. Ja. Vse ti bomo dali kaj za spit, pa boš. Ja, Dobro? sej. Ok, kdo od vaju bi raje zamenjal taščo? To vprašanje sem se jaz spomnila. Ja. A se svoj tašči razmišljal? Ne, jaz si res ne bi. No. Jaz tudi ne. Pa se sem kdo bi Ne. verjetno raje zamenjal od vaju. Pač se oba imata rada svoji, grozno je, oba imata rada svoji tašči, ful jo spoštujeta, ful se govorita, ful se štekate v štekajo, bistvu, ja. ampak zdaj, če morate odgovoriti, kdo bi raje zamenjal. Ne vem. Pa lahko dvignete, ko nimamo 100 let. Pa se bo porezal. Ja, ko bova dala drugega, evo. Kje imam že? Aha. Ja. Haha. Ok. Kva sva, va? Drugega, dobro, ajde. Ok, kdo je v preteklosti zamenjal več partnerjev? Kaja, eno. Kaja je dvignila oba, Jaka je dvignil Kajo. Jaka ima prav. Jaka, mi smo se to pogovarjali in oba dva imava isto cifro. Prosim, Ja. lepo. Ok. No, Kaja ful dobro zgleda, že razpička. Ja, res. Zdaj si pa malo preveč zategnil. Ta Okay. ti malo škoduje na možgane. Lara. Okay. Kdo je od vaju je naredil prvi korak? Jaka pravi Jaka, Kaja pravi Kaja. Wow. Okay, kaj zdaj? a ja, čak, ni. Jaz Pa sem ni. zares naredila prvi korak. Kdo ti je pisal? Ja, ampak ti mi nisi pisal zato, ker, a ja, dobro, mogoče to Kva? je prvi korak, ajde. Kdo je naredil prvi korak? Ja, kdo je Ave pa moja. rekel, če bova sploh skup? Pa kdo je sploh rekel najprej, da je hotel biti skrb? Jaz! Ja, kva? Ja, vem, ja. Ano? Jaz ne takoj. Ja, ampak zdaj pa ne more brez mene. A si se še šur, da sta usklajena? To sta mi ful cute, ko se kregate. S temi zastavcami. Ne, Dam ti, si ne apel. jaz. Okay. Kdo od vaju se raje carta oziroma crkla? Ne moreš spet zima. Ne moreš obeh, pa Enega. kaj ti razumeš. Dober, no. Kaja se raje crklja pravi Jaka in Jaka se raje crklja pravi Kaja. Vse ali pa manj ja. sta usklajena, dol. Dobre, naprej. Ja, dobro. Veš, kako se ti pogovarja z mano? Ne sem te pregla. Kdo da večkrat pobudo za Gigi Migi oziroma za seks? Presenetljivo. Ja. Ok, naprej. Kdo bi prej predlagal trojčka?
Kaja pravi Kaja, Jaka pravi Jaka. A zmenta se. Res? Ja, pa daj. Je očitno sta oba usklajena. Lara, Oba hočeta. Ja. Kaj ta fuck je narobe z mano spet? ne se hotel vprašati, Lara, kdaj je Vesna Frej? Dobro. Okay, in še naprej. Kdo je že zaspal med seksom? Kaja. Kaj pa delo narobe? Ja. To ni Ja, dobro delo reklama narobe. za trojčka, če še kaj ja zaspis. Res. Ja, manj pija, ne? Nič ni delam narobe, jaz sem malo preveč spila. Ja, pa če se uležeš, pa... Pa je bilo lepo. Dokler se spomniš, a ne? A je to? Še zadnje. Kdo od dvaju je bolj ljubosumen? Ja, Dej. oba sta dvignila Kaja. Okay. Bravo. Ker sem vedela, da bo on rekel kaj. Ja, daj, ne, Ja, ne, ja, zato, ampak ker ja. si. Ti tudi misliš tako. Pa meni se zdi, da so kar tam. A ja? Ja. Jaz drugače lahko snemeta preveze. A res? Super vam je šlo. Ja. Oh, Nista se pobila. O, kakšna svetloba. Ej, ja, dober. Kako tam ljubosumna? Da se ne gledaš pospravila na koncu. Bom. so njeni, more pospati. Ja, ne vem, tako se mi zdi. Kaj tam? Ja. Mislim, jaz sem tudi že bil ljubosumen ljubosumen. na kakšne momente, ampak Ja, si tako pol se pogovoriš, oziroma pač itak vidiš, da nekaj ne štima. Ne? Čakaj, prosti, z njo vezi ali prej? Ne, z njo zdaj. Aha, govorim. okej. S Kajo, ja. Ko pa ni štimelj? Ne, ja, ne tako, ne, glede ljubosumja. Pač vsak je imel kdaj kakšno kaprico glede tega, pa se pač pogovoriš, Ja, pa ne, da imaš zdaj neki surlo prav hododolk, ampak to je bilo... Ja, ampak nikoli nisva rabila nič popravljati zares, da bi bilo karkoli narobe v tem smislu, da zdaj pa mogo nekdo, ne vem, sem bila jaz ljubosumna na Jakata ali pa ne vem, na koga blizu Jakata recimo, ni bila nič Jakatova krivda zares. Sem jaz imela problem pri sebi, ker sem ga mogla razčistiti in obratno, ne. Ni bilo, da sva res drugmu dajala kakšenkoli razlog. Sam, a veš, ljubosumje načeloma največkrat izvira iz tebe, da imaš ti neke, da si ne samozavesten, nesiguren ali pa neke strahove, ki pač jih moraš večinoma sam predelati. Razen v kakšnih zvezah, kjer pa res partnerji delajo neke stvari, ki ti dajo Te povod. ne. zastavce odložiš, zdaj veš, Ja. boš mahala z njima. Pa tako jakati v cajt. Ja, no, pač, Pa drugače se strinjam, ja. Dobro si povedala. Kako bi se pa ocenila, ne vem, od 1 do 10? po ljubosumnosti. Ja, daj samo, da začnemo s tem. Od 1 do 10. Pa mogoče lahko poveš v tem trenutku, pa koliko je bilo v preteklosti, evo. Jaz bi rekel 1. Ja, Ti zase bi Ja, rekel 1 ali ja. za Kajo, ti zase 1. Ja, pa ja, po jaz moje bi tudi zase rekla zdaj, kukor so zdaj v razmerju 1. Prej na začetku mogoče bi pa rekla 5-6. Ne, pretiram, ampak ja, pa seveda bilo več. Ja, se ti si bil tudi vmes kaj. Ja, pa si ti zdaj tudi. Jaz bi, kar se zdaj tiče, bi jaz rekla 2 zase. To vsi. Prej pa na začetku zveze, ker na začetku zveze je drugače. Mi zdi, da ne poznaš tog partnerja, ne Ja. znaš mu še to, ali pa imaš še sam pri sebi neke stvari, Kaj jih moraš odprej predelati ali pa ne Pa vem. bi rekla, da sem le 6, 5-6, isto. Ja, ker ni bilo uno, da bi bila. Ker jaz recimo bi rekla, da je 10 ljubosumen tist, ki ne vem, je posesiven, res kakšne stvari prepoveduje, ne smeš se tako pa tako oblačiti, ne smeš iti s kolegico na kavo, tok nisem bila nikoli ljubosumna. Jaz nisem nikoli hotela nobenemu nič Jaz prepovedovati. tudi ne, jaz tudi Ker nikoli to mi je, povedala sem, klej sem čutila uno. Pač, Ke te stiska nekaj, ja. Pa pač malo te oh, skrbijo. kdo mu je zdaj, ne vem, a mu je lajkala ona, je on lajkal njej nazaj, ne vem. Kakšne take stvari spremljaš, kad ti je nekdo sumljiv. Kaj pa starešina Vesna, ti praviš? Starešina tukaj? Meni je bilo ful, vse smo se s Kajo pogovarjali, preden smo začeli to debato, me je ful težko o tej temi govoriti, ker jaz tega ne štekam. Jaz sem bila enkrat v življenju, prav spomnim se, da me je to, kot vi pravite, zvilo v želodcu, sem bila ljubosumna, pač z enim bivšim tipom, to je bil tak, ki me je prevaral
in imela sem razlog, ker se je začel čudno obnašati, ker je šel k njej v šolo v naravi, ker je bilo, mislim, ne k njej, pač šel je delati, ampak vedela sem, da je ona tam. Ne, mi smo profesori športne vzgoje. In pač delamo. To bi bila malo. Hočem reči, da takrat... Taka travma iz otroštva. Da sem takrat čutila, da je nekaj, pa je bilo skozi nekaj pa message, pa potem je šel, ker sem vedela, da je ona tam dela, da je šel in je pač, imela sem razlog. In točno to se je zgodilo in pač pol niti več nisem bila ljubosumna, mislim, pol pa sem še prizadeta in žalostna in pač to, ne, ampak in takrat je edinka, da se spomnim, nikoli me ni grizlo in nikoli... Čakaj, tudi pa, ko si šla v novo vezo? Ne, nikoli. Te nikoli ni mečken na vinta? Presežem lej na stelo, da me ni, jaz sem ful čuden človek glede tega, ampak to smo se zadnjič pogovarjali, se bomo šli pol za na te, kaj so nam ljudje napisali. Zakaj spravim, da je varanje game over, sem rekla, ne, konec, ne, ko enkrat to narediš. Ne, ampak zakaj? Glede zaradi tega, ker jaz ful nisem ljubosumna, jaz nimam težav, če hodi s sodelavkami ali pa sodelavci na pijačo po šihtu, nimam težav, ko gre s frendi ven, če gre na road trip, proste roke imaš tako. Pač jaz upam, da veš, zakaj si z mano, zato ker ti je fajn z mano, jaz ti zaupam, ampak ko boš pa zlorabil to zaupanje, ker mislim, da ne moreš nič, ne more za moje pojme veze bolj uničiti, kot je zloraba zaupanja. In jaz ful nimam, in jaz se ful ne obremenjujem s tem, kaj bo tam za sindikalnem žurku, kako se bodo njegove sodelavke oblekle, kakšne bo, se bojo nekaj... Mene bi imel. Viš, mene... Tebe bi matrali? Ne. Res me ne, tako upam, da ve, zakaj je prišel domov, pa da ve, zakaj je z mano. Ne, pa I'm not perfect, da ne pomotem, ampak zakaj sva skupaj. In jaz tudi grem na sindikalni žur, pa se dam v kratke hlače v kiklico, pa mi doma reče, za mene se pa nikoli tako ne zrihtaš, pa mu rečem, ja, pa pel me kam, pa se bom za tebe tu. Ja, ne, me peleš sem na sprehod po vasi, pač nima nikakva. Ne greš glih v kiklici. A veš, ne rihtam se za to, da tako, rihtam se zaradi ega, zato ko mi je všeč, pa zato ko grem matka v live po 100 letih, razumeš, ne zrihtam se za to, da vam te zdaj nisem dol dala. In pač jaz zato mi je ful težko to poslušati, in ko posberem, kaj so punce napisale in fantje. In ko slišim, kaj se je dogajalo. In ko mi nekdo reče, da je zdrava meja, pač jaz zagovarjam, da ni zdrave meje. Jaz pač mislim, da ljubosumje je nezdravo. Ne, sej, da dodam. In to je to. Pač to po moje, da, tako, kot si zdaj povedala, da nekako se mi zdi, sem jaz zdaj v najnem razmerju. Ja. Mislim, da smo oba, no. Da nimava nobenih teh ljubosumnih oziroma da nimava tega. Pejt, kaj gre, tudi grejo z bejbom v Linz žurat. Ja, me jih ful, jaz imam dve kolegici, ki ful, enkrat na leto gremo nekam potovati. Ni to odgoj, da gremo za 2 ure na pijačo, ampak me gremo za cel vikend nekam. Ja, mi smo še tudi, ne vem, s fanti v Dolomite žurat. Ampak in meni bi bilo grozno, da bi mi to prepovedoval, recimo. Jaz ne bi mogla biti v taki zvezi. In obratno, valjda, ne? Moram je to iste privilegije kot ti. Ja, mislim, valjda, ampak tako hočem reči, no, da tudi ne vidim nobenih težav, no, s tem. Ampak, ko pa pride enkrat do tistega trenutka, da nekdo prevara, se mi zdi, da pa ni unga plazanja nazaj, če lahko še pri meni bi bilo isto baste. Tako da izvoli, Dragica, ti si najmlajša tle, ti si rekla, da si bila ljubosumna na začetku. Na kaj? Daj en primer povej. Zakaj si bila ljubosumna? Iskreno, ko sem jaz pa Peter začela najno zvezo, sva jo mogoče malo tako slabo začela, bom tako rekla. Neke skrivnosti so bile iz njegove strani, tako. In sem jih izvedela pol kasneje in je pač to zaupanje mečkam padu. Bom tako rekla, in pol me je na začetku malo skrbela, ampak ker sem rekla, kaj, pač jaz mu nikoli nisem prepovedala. On je šel, ne vem, je šel s frendom na Malorko, je šel smučati s prijatelji, ne vem, v Bosno, ne vem, dosti je šel kam s frendi, tako da to nisem nikoli prepovedala, ampak čutiš kleje v prsih. Nekje te stiska, oziroma da mogoče ni čistunga zaupanja, ampak nisem pa nikoli bila tako, da bi, ne vem, brala SMS-e ali pa da bi, ne vem, zdaj jokala doma, ker gre on s prijatelji na pivo ali pa nekaj. Pač to ni bilo tako hudo, ampak je bila pa bolj tako. In kaj meni se zdi, da če bi bilo to hudo, bi bilo že nezdravo. Ja, nezdravo, pa tudi, ne vem, pol ajde, recimo, itak čas pokaže neke stvari. In sem pač dojela, da Peter je človek, ki se mi zamolo zaupam. In pa tudi enkrat vem, da sem nek pregovor, oziroma tudi mami mi je rekla, da bolj, kukor boš rinil neko osebo in pač mu pokazal, da skrbi, da boš prevaril in pa te živil, ne smeš tega, ne smeš tega, ne smeš tega, večja je verjetno, da te dejansko bo prevaril, lahko pa pač živiš v miru in kar je, če te pač ne rečem, da te ne more prevarati, ampak
Zmer lahko obstaja opcija, ne? Obstaja opcija, ampak zdaj pa ni od tebe odvisen. Lahko ti sekiraš 24/7 glede tega, lahko pa pač pustiš, kaj se zgodi. Zaupaš. Ajde, eno vprašanje za vas tri. Pa bom tudi jaz povedal. A je Kera že kdaj brskala po telefonu na skrivaj? Ja, itak. Res? Men? Tudi ste enkrat. Res? Na začetku sem enkrat, ja. Ampak Priceless. ne vem, po mojem šoli na vesel nekaj. Ja, valjda nisem bil pri telefonu, a ne? Sem imela, ja. Ja, sem, Kva? ja. Jaz nisem nikoli, recimo. Jaz pri Klemnu nisem. Pri bivšmu pa sem. Ja? And I had good reason. Ok, ajde. Okay. Jaz sem, ampak je bil Peter zraven. Tako pač sem bila na njegovem telefonu, pa sem šla tako A si rekel, zdaj bo šla, pa skupaj pogledati. Ne, na tak način. Ampak tako vsak si dala so si telefone, pa sem bila tako, pa sem šla večkrat gledati, ne, igrco sem na koncu igrala na njegovem telefonu. No, ampak dejstvo, si šla pogledati, domu piše, to sem mislila. Da ni šla, ok, res fotke. A veš, zakaj jaz nisem šla? No, povej, a si šla? No, ne, ena stvar je pa bila, ampak mi je on sam pokazal, enkrat bom tako rekla, da nisem glih zaupala glede neke situacije in mi je šel pol pač kazati sam SMS. Nisem šla pa jaz sem skrivaj brskati po njegovem telefonu. No, to je. Tako, ja. A še kaj meni ful zanimivo, veš, zakaj jaz nikoli ne grem? A veš, zakaj? Ker tako se mi zdi, da jaz sem rekla Klemnu, pa čez ful nabijam igrce na telefonu. In pol meni življenj zmanjka na mojemu. Porabim drug telefon, ne? Razumeš? Čisto pačen razlog. In Ja. Okay. v glavnem, pač, da se sprostim Imaš ti otroka? Ja, se gre spat zvečer. A ja, da odmori. Ja. In največja fora je, da mogoče bi trzala, pa bi hotela iti pogledat, ampak jaz sem rekla, ne vem, že milijonkrat, mi daš telefon, ker mi je zmanjkalo dejansko življenje na mojem telefonu. In je prijel telefon in mi ga je dal. A veš, Ja, to in sem tudi mogoče, če bi kdaj ful na začetku, dej počak neki, pa še kaj šel on gledati, pa nekaj je bilo tako meni, kaj pa si zdaj šel, ne vem, pobrisati, pa nekaj bi me mogoče zamikal, tako mi pa dal telefon, se pravi, gre vmes na WC, se tu še ne lahko krko. In sploh mi, mislim, že tako nisem mal tak človek, ampak mi sploh ne pade na pamet. Ja, pa se že to, da ti da telefon sam od sebe, si misliš, ja, prav, ne. Ja, še to, ja. Ja. Tudi s Petrom, takrat, ko sva šla skupaj, pa sem videla, da sem neke glupe mime s svojimi frendi pošiljak, sploh smešni niso. Ja, ker sploh smešni niso. To So smešni. Ma ja. Sploh se kiram. Pa jaz sem enega kolega, ki si zmer pošljala, ki sva na WC-ju. Slika. Pošljaš dol slikco, hlač. A ja. Boš povedala, Ja. boš povedala kaj pravijo naši gledalci in poslušalci? Jaz sem nekaj moram še pogledati, da vam pol povem, kaj so napisali. Kar govori, kaj je. Dve mnenji sta, ne, se pravi, ljubosumje v zvezi. Eno mnenje je, pač, ko sem malo razdelila, mnenje enih ljudi je, da pač mora biti, malo do neke meje, da pokaže, da je to tvoj teren, če je to potrebno. Jaz recimo bi se po eni strani strinjala s tem, ampak sam tako, v smislu, ne vem, ti si greš v lokal ali pa ne vem, klub s svojim partnerjem, ne vem, in pol recimo, da bi mene ful začelo obletavati neki tipi, ampak to je ne, da zdaj me en nekaj odgovori, pa se jaz z njim pogovarjam in potem ne, greva vsak v svojo smer, ampak da me ne pustijo na mer, pa da bi pol v tem momentu prišel jaka zraven, ne da je ljubosumna, ampak sem to, da pokaže, da mene razbremeni, da je tako, ona je moja, ne, na ta način, ampak To je, zdi, jaz bi to prišel je pa v zdravo, tistem meni se trenutku zdi. zalizo na polno pred unim. Recimo. Vprašanje, kaj pa meni se zdi, zakaj sem prej rekla, da ni zdravega ljubosumja. Ker jaz imam občutek, da ko si rataš ljubosumen, ko te začne črvičati, je nekaj narobe. Ali ti je dal partner povod za to, da te črviči, ali si pa ti v neki negotovi, ne samozavestni, travmatični fazi, ker si kot otrok, ne vem, pač nisi imel dosti ljubezni. Pač jaz to, da Klemna pecajo druge bejbe, jaz nisem ljubosumna. Meni se na momente zdi še malo dober. Mogoče to ni ljubosumje. Meni se zdi še malo dober in potem pridem, tako kot ste rekel, pa se malo pomojčkam z njim, tako da dam oni vedeti, malo značen teritorij za to, ampak meni se prej zdi ta ženska glupa, ki si mislim, kot praskaš, razumeš, ampak nisem ljubosumna zato, ker on ne reagira. Ja, Mogoče ni to, čisto ljubosumje. To ni ljubosumje, to zame ni ljubosumje, to je pač malo, tako kot smo rekli, markiranje terena. Vse ostalo, da pa jaz zdaj tam pridem ali pa da se pelava domov v avto in rekel, ko si se pa ti zunaj tako pogovarjal, pa ful si se smečko, no to je pa že, tega pa jaz nimam. In to, da ti prideš do nje in ji daš lupčka, ko vidiš, da je en, očitno se ne Se to karikiram. Ne, ker Kaj je pač prijazna in ne zna ljudem reči, da grejo stran, kaj jaz znam. Kaj je tudi mim grede, čist fun fact, izpolne vse ankete, ki obstajajo. A res? Ja, in bolje v soboto zjutraj kličejo za zmrzeno hrano.
To je true story. Tam, da ni bilo zmrznjena hrana, ampak ne vem, Amnesty International ali neki, ne vem. Jaz pač sem tam dala nima veze, v glavnem. Ena stran je pač, da ena recimo sledilka je napisala, da je ljubosumje ok, saj smo konec koncev, kdaj ljubosumni tudi na najboljšo prijateljico, sosedo, sodelavca, kaj šele na partnerja, ki smo se odločili z njim preživeti življenje. Ljudje samo nočemo biti izdani, vedno mora biti meja, kar se mi zdi idam prav. No, pol drugo mnenje je pa, da ljubosumje ni sprejemljivo, je toksično in da ko se pojavi, pač sem stran. Kar načeloma se tudi strinjam. Ne sme biti to, da pride do nekega omejevanja, da bi mi recimo Jaka dirigiral, kako se ne ali pa ne smem jaz obleči, kam lahko grem, s kom lahko grem, da bi mi čekiral telefon, bral, ne vem, za razliko od tega, ko na tebga. Ne, drugače, to sem rekla, da sem enkrat naredila in takrat nikoli več, ker nisem več našla. Ker sem tako, kaj v redu je. Ja. No, to sta pač dva pola. Zdaj pa recimo, bilo bi mogoče, imamo ene par zgodb od naših sledilk, pa mogoče malo pokomentiramo. Zdaj recimo... Se lahko še enega natočem? Ja, toč. Zdaj smo v bistvu razrešili, da pregledovanje telefona, ja, ne? Mislim, ne. Kaj? Oziroma, Ne, če v valjda takih ne. naših primerih, kot smo mi naredili, se mi ne zdi nič kaj tazga. Če pa nekdo Ja, pa da ni to res konstantno. preverja pa konstantno, ja. pa Ja. pač ni. Jaz mislim v vsakem primeru, da če greš ti čekirat telefon iz tega razloga, Ja. Da če me vara ali mi aseskero piše, je pač Ja, pa nimaš razloga za to. a Ja. veš. pol neki po moje, da ni čist ok. Koliko si prej ti rekla, da ste skupaj gledali? Aha, da je fajn, da greva skupaj čez telefon. Če že, ja, pač, da vsemu zaupaš, da ti bo sam pokazal. Sem tudi to, da greva, ne vem, da se usedeva enkrat na mesec, a mi lahko malo pokažeš ampak telefon, pa greva ne enkrat na skupaj čez, mi je tako. Ej, danes je pa petek zvečer, dejva pogledati. Enkrat na mesec, ampak tako, če se zgodi, da pride do... Jaz se strinjam, zato ker pa sem ful proti temu, ne da bi šel, ampak če je to tvoja neka nesigurnost, pa rabiš sem to potrditev za to, da boste lahko naprej se razvijali, pa to, pa naredi to, a ne? Ampak tako, da mu greš pa sam brskati za njegovim hrbtom, je pa tako, pač lej, Ja, ajde. you have issues. Tudi po mojem veliko vidiš od tega, če ti rečeš, ne vem, svojemu partnerju, dej, mi posodiš telefon, da ne vem, grem neki pogled na YouTube ali neki, in če ti on da s prve telefon, ja, no, izvoli, se bi jaz bila tako, okej. Čeprav, pa se kaže zdaj, da pozab, da ima kaj, pa da. No, to so pa čudni ljudje, no, ne vem. Okay, to, da, ne vem, partner prepoveduje ženski, kako ne se oblači, ne sme v prijetih oblačil oblačiti, recimo za ven, ne sme se zrihtati za v klub. Pač to Ja, mi je ne. Drugač vsi jih poznamo. Poznamo jih, ampak Ja. to se mi ne Ljudi, zdi ki so prav. to prepovedovali že, Jaz ja. sem enega ne poznam. No, to ti misliš. V glavnem nima veze, ampak hočem ti reči, da a ni to grozno. Mislim, tako, kaj jo boš dal pod ključ? Ja, ne vem. Mislim, jaz tega ne razumem, če bo hotla iti, pa če se bo odločila, da te prevara, če je to problem, da se bojijo, bo to naredila, oblečena v vrečo za krompir ali pa v miniko, razumeš? Mislim, jaz ne vem in ne štekam in dejansko se morajo preoblačiti in ne sme ven. Ne sme Ja, ven pa tako poznam oblečena. primere, kaj tako nekle si boš dala, pa neki si boš prikrila Ne to smeš. kleče, prevelik dekoltek. Pa jaz bi prej rekel, kaj, da ni to malo bolj. Ja, Ne, pa drugač mi res reče. Pa nijem veliko za pokazati. Veš, kaj je sporno tle, da te bejbe na začetku celo jim to laska, godim, da pač nekdo kao, da se nekaj... Da malo skrbi Da za- malo Ja. skrbijo, da neki... Ampak tako, jaz bi sem rada, drage moje punce, pač valjda nobena od nas in ti ne, nismo bili, ali pa fantje, konec koncev, če imajo neko toksično, ni v vaši koži, ne vemo, kaj ste doživeli, preživeli, zakaj to dovoljujete, nekaj ne bomo sodili, ampak tako, to ni zdravo. Ne, To ni zdravo in to ni prav. In nič vam ne laska, to je psihopatsko. Da ti Vsak- nekdo tempera, diktira življenje, to ni prav. Vsak Pika. si v zvezi zasluži biti svoboden Pa spoštovan. in spoštovan. Tako. Ja, to je to. No, to sem hvala povedati, vi pa delajte, kot krčite, zaradi mene se v nune oblecite. Počutiš v svoji koži, če si ti počutiš zrihtano, Ja. pa seksi, zakaj je to slabo? a Jaz veš? ne Pa bom sem gledal to- pri vas, po drugič kar zanimiv. Ker jaz, po mojem, sem pogledal pri vas ene par prvih epizod, pa nisem. Mene se zanima, če boš zdaj to pogledal. A to pa Ne. bo? To pa bo. Sebe pa ne Zakaj mara bi- gledati. Ne, ampak zakaj bi gledal, če vem, kaj smo se pogovarjali? Pa da vidiš, kako je spadal. Ne vem, jaz včasih pogledam samo zato, da vidim, kako je. Ker pa že Sebe pozabiš. gledam. Sebe gledam. glej. V glavnem imamo eno našo sledilko, naprimer, ki je sta s punco že več let skupaj. In pride do ljubosumja pri njima, ker je imela pač ona, ta sledilka naša, ki nam je pisala, prej samo fante. Ta njena punca je imela pa izkušnjo, da ko je bila s punco, pa so šla na razen, je šla ta punca prej na fante.
ni šla na naslednjo punco, ampak je šla nazaj k fantom. In pač, zdaj ta sledilka naša šteka, iz kje izvira strah, ampak meni se zdi recimo, pri tem primeru, da itak prvo kot prvo ta njena punca mora najprej razčistiti vse po glavi svoje nesigurnosti, ampak je pa verjetno še težje pri istospolno usmerjenih, ker recimo, ne vem, jaz sem parjaka to ljubosumna sam na bejbe, ker vem, da pač je straight in ne, whatever, ostali tu, če ga kar pripeca slučajno, ampak tle se pa polje še odpre, še enkrat odpre. Predstavljati si partner od nekoga, ki bi. Pa res ne veš, pismo. Kdorkoli gre mimo si tako, Ampak še enkrat, če si je ta partner zbral, nima veze, a je bi, a je mi, ali je nekaj, če si je tebe zbral, bo s tabo in ima tebe rad in si s tabo želi ustvariti družino, življenje, whatever. Nima veze, ali hodijo tipi, ženske, uni vmes, koze, krave po cesti, it doesn't matter, razumeš? Ker si glih omenila živali. Naslednja zgodba. Jaz jo vem. Je ljubosumen na psa. Čak, še enkrat. Fant je ljubosumen na psa. Oh my God. Zato, ker punca se ves čas stiska s tem psom, pač je to cool, z njim, to ni Uroš, veliko psov. Pač z njim, s fantom se pa punci ne paše ves čas kaj stiskati. In vmes sta po 3-letni zvezi se tršla, ampak zdaj je sicer boljš, ne pa čisto kaj, zanima pa jo naše mnenje. Se pravi, a si lahko ljubosumen na psa, ali njej se zdi, da je to bolano, da bi bil na dvokilsko žival ljubosumen. Štekam po eni strani, kaj misel, valjda nisi ljubosumen dobesedno na psa, ker ti nov baby odpelo. Ja, je prispodoba. Ja, ampak pozornost, ja. Verjamem, jaz bi rekel, da je čisto možno. Pa mogoče ne gre za ljubosume, ampak samo tako je, pa če skozi tega psa še z mano se kaj kvar. Ja. Se pravi, ni dejansko ljubosumje, ampak potreba po bližini. Se pravi, ta bejba mu ne da tega, kar se on želi na tak način. Ali pa mu da, sam njemu ni dovolj. Veš, to nikoli ne veš. Ali pa je posesiven. Tukaj lahko ne možnosti, ampak zdaj na podlagi tega pač ne. Mislim, kakšno je naše mnenje? Naše mnenje je, če njemu posveča dovolj pozornosti in njemu samo ni všeč, da tudi psu sploh posveča pozornost, pa tako get away. Če pa res mogoče samo psa stiska, pa njega nikoli pa se pa vpraš. Mislim, ne vemo, ker ne vemo, koliko je, ne? Najboljš v vseh teh primerih je, da se pač res usedeta dol, v vsakem primeru in se pogovorita, kaj si kdo želi, kaj koga moti in pol pač vidiš, kaj lahko jaz naredim, da se boš ti boljš počutil. A to zdaj na mene vpliva negativno, se pravi, ne vem, če bi edino, kar bi Jaka želel od mene, bilo, da se jaz za vkljub ne zrihtam, ne vem, tako ko meni paše, da bi jaz mogla se temu prilagajati, pa meni ne bi bilo to všeč, kaj bova zdaj naredila. A bom jaz se oblačila zdaj v neke dolge cune, pa se zapirala? Tako kam rekel. Zato, da njemu ugodim, ali bo mogel on delati na sebi. Kaj je tle logično zadeva? Ja, pač priješ do neke, po mojem, skupne točke na koncu. Ja, recimo, dajmo reči, da prideva skupaj, da on začne malo manj težiti, oziroma da omili, jaz pa se tudi mogoče ne oblečem najbolj slati ever možno. Ja. Jaz se ne strinjam. Uroš je tudi rekel oba. Ne vem, če ste ga slišali, da se morate parlovati. Jaz se ne strinjam. Meni so ene stvari tako svete in so del mene. Recimo ples je ena od teh stvari, ki zna biti zelo intimna, bodimo realni, ne? Da jaz se pač nisem pripravljena spustiti. In pač lahko zelo intimno in zelo seksi in zelo na hot plešem, govorim s plesalci, ne z random tipi zunaj, s plesalci, ne? In če moj bodoči partner, ki je bil, ne bi bil pripravljen tega sprejeti, mi dva nimava kaj delati skupaj, jaz ne delam nič slabega, jaz se s temi ljudmi ne dajem dol. Jaz vse, kar imam od tega plesa, je muskelfiber na koncu. Mislim, ali pa hrana za dušo, nima zdaj veze. In jaz tle nisem pripravljena spustiti. In če bi mi ful pomenilo, da grem enkrat na mesec s frendicami ven, pa da se ful zrihtam, zato da se počutam tako, like, the top of the world. Da, pa ven to sprejeti. No, ampak hočem ti reči, jaz ne bila, pol midva ne mora biti s tem tipom skupaj, pa bi jaz mogla verjetno iskati, oziroma, jaz mislim, da bo pripravljen to sprejeti. Bo pripravljen to sprejeti, ker sem tudi jaz marsikaj pripravljena sprejeti. Jaz ne delam nič narobe. A veš, če pa jaz nisem plesalka, pa meni zdaj ni toliko pomembno, to zdaj karikiram, že tudi odprej, ne, recimo. Če jaz nisem plesalka, pa mi zdaj ni pomembno, da sem jaz pa ne vem, kako štimana in če lahko jaz malo popustim pri temu, pa da se še zmer oblečem po svoje, pa lepo, pa da si bom všeč in tako, sam da mogoče, ne vem, zakrijem največji dekolte, pa vzberem srednji dekolte, ne vem, karikiram, ne, se mi pa zdi, da je to fair option, ampak ja, podpiram pa tudi Vesno pri tem, kar je rekla, da če ti nekaj pomeni,
pač se ne smeš dati, ker ne delaš nič slabega za res. Jaz to govorim in tisti, ki so ljubosumni, ne vem, če hotela sem najti ten članek in valjda ga zdaj ga ne najdem, ker ga nisem print skrinala. Mene sem to, vsi strokovnjaki pravijo, da za ljubosumje sta samo dva razloga, mislim dva. Ja, Ali je nezadovoljstvo sam sabo, ki je lahko posledica tega, da sem imel travmatično, nisem imel dosti ljubezni, dosti pozornosti v otroštvu. Oziroma si ne samozavesten. Ne samozavesten v smislu, da skozi tekmuješ z drugim in se primerjaš in se bojiš, da boš izgubil svojega partnerja, zato ker je ona boljša, jaz govorim pa za žensko. Ali pa zato, ker ti to počneš. Se pravi, ker si ti varov, ali pa ker si ti na tem, na zelo tanki meji in ne zaupaš, da do drug. Se pravi, samo te dve opcije sta. Ali spucaj sam pri sebi, zakaj se ti to dogaja, ali pa nehi delati to in obtožuje avtomatsko človeka, če ti, mislim, a veš, jaz ne delam nič slabega, ko grem plesati. Jaz ne delam nič slabega in zato pač pustim na mir. Jaz sem videl, je nekaj dober. Ja, Vesna, ko pleše. Vesna gre zmer na mizo. Ja, jaz grem vedno na mizo. Zato, ker pač... Na kjer komat? Na nebo. Ja. Ja, no, ampak... Kot ni un seksi ples, sam pa skače tam parki. Folk tvoj predstavlja, veste kaj. Smo na mizi. A posnamemo enkrat, kako plešemo. Imamo posnetke, drugače. Ja, imamo zdaj decembra. Drugače, prosti, kar dobro zgleda za almost 40, a veš? Ti bo pa ti, boš puščena s tega podcasta. Zato sem pa posnel, kaj toliko dobro zgleda. Ker se pa hodila reči, kako si važna oblika, kako se tvoj partner oziroma partnerka obnaša na tej žurki. Lahko je pač slati oblečena, pa pač tam stoji v kotu, pa pije pač... Ampak je pa res, da sindikalna žurka, sploh pri večjih firmah, je velikrat, pa to tudi pri nas opazimo, mi smo bili načeloma tudi na skupni sindikalni. Sindikalna žurka je v bistvu, ko velikrat poročeni ljudje postanejo samski za eno noč. Res je, ampak to je njihov... Tudi če imajo partnerja doma, ki je ful ljubosumen, mi danes govorimo o ljubosumju, ne bojo tega preprečili. Ker očitno en folk rata samski, ko se ga napije in ti tega ne boš preprečil, ker vedno znova je prilika, piješ, ne piješ, vedno znova je prilika, da varaš, če hočeš to delati. Kadarkoli, trezen, pijan, kadarkoli. Exactly, ja, veš. Vsak dan je odločitev tudi. Tako, ja. Bravo, Lara. Nov dan. Ne, to mi Peter rekel, kad je bilo, gleda, vsak dan je odločitev. Ja, se mi zdel, da se nisi sama, ker ne spomnila. Dobro, da je do mene prijazen. Jaz dobim to prijazno stran, vi pa... Sem vesela za tele. Hvala. Ok, gremo naprej. Zdaj, še ena nam je napisala, da je natakarca, da je stara 25 let, dela v takem vaškem lokalu, kamor hodi veliko mladih fantov tudi in se pač z njo poznajo, se pogovarjajo, se družijo in tako tam. Kadar pa dela popoldne, pa ponavadi, kakor sem jaz razumela, ima delovnik do 9, ona ponavadi dela do 9:30. In pol od fanta svojega dobiva očitke, da zaradi njih dela pol ure dlje, ker se pogovarjajo in tako, in ker ne vem, hočejo karkoli od nje. Pa tudi če. Meni se tudi to, mislim, dokler ona ne naredi nič sporenga, dokler tam njim ne sedi po kolenih. Se zverjam, da mora zapreti blagajno, ampak pa tudi če se pogovarja, pa kva. Sej lahko pa, da dobi kakšen dodaten tringal tudi od tega, ne? Samo obstajajo, a veš, Otelov sindrom je za moške, ne? To je pač ta, ki pravijo, ljubosumnosti, ki je bil to, ne? Je pa Rebekin, kaj smo danes? Rebekin sindrom je pa ženskah, da so... Na bivše, ne? To dejansko obstaja in je toliko močno, da je to treba dejansko zdraviti. A veš, in to pač, hočemo danes povedati, da ni normalno, a lahko še od ene preberem sledilke, ki je prosila, da je anonimno ostane, ker nam je poslala privat. Napisala je, da glede ljubosumja v zvezi, najhujša stvar, ki se lahko zgodi. In to vsi, ki pravijo, da je zdravo ljubosumje kao na začetku cute. Ne, ni, ker iz tega ponavadi preraste. In grozno je živeti na tak način, sploh ko so vpleteni otroci. Zdaj pa primer, sem napisala, če mi da sem lahko pove primer. Zaključek v službi, ljubosumni izpadi, preverjanja, kdo vse gre, če gre lahko zraven na službeno žurko, ne razume, zakaj ne more. Čakanje do 3. ure zjutraj, dokler nisem prišla domov, kontroliranje, kakšno spodnjo perilo se obleče, na splošno kaj oblačiš, preverjanje telefona, pa da ne opomote, branje vseh sporočil, tudi s prijateljici imamo itd. itd. In kar mi je danes še ena znanka rekla, kar je bilo njej pa pika na i, je bilo pa, da je ko je na Facebooku, Instagramu, TikToku, ne vem kje, postala neki slikco, je folk pač pisal lajkov. In je tip šel gledati, kdo je lajkov in je znoro, zakaj je on tep lajkov to fotko ali pa zakaj ti jo je komentiral. To je pa bulano, no. No, in to je... psihično. Ja, ampak... No, pa še imam jaz eno za dodati še od ene te tretje, da se je tip vozil po noč mimo njene hiše, da je videl, če je avto doma.
pa pač valjda pregledovanje telefona in tako naprej. In komorkoli se to zdi cute in da ti se s tem kaže, da te ima rad. Ja, vem, ampak začne se z malimi zadevami. Jaz vedno to pravim, ker si reka prej, jaz bi naredila kompromis, da bi se mogoče zakrila, valjda ne greš naga ven, ne? Mislim, se da ne opomote. Ampak kje je tista meja? Ampak ni nujno, da to malo ljubosumje preraste v veliko. Se na začetku, ko so se mi pogovarjali, se tudi sem bila do drugega neki, pa nisva zdaj. Ja, ampak ker se nista poznala, ker si ti mogoče poznal njeno preteklost, ona tvojo, si se bal, da se vam lahko zgodi isto, kot se je zgodilo 100 let nazaj tebi, meni, ne vem, nekomu. Ampak pa si jo spoznal, videl si, da lahko tej osebi zaupaš, pa valjda nikoli ne moreš. Jaz ti govorim, ni nujno, da preraste. Ti si mogoče imel razlog, ali pa ona je imela razlog, ali pa ona je imela razlog. Pa si pa videl, da ta oseba pa mogoče ni ta, ki te bo isto prizadela in si to spustil. Samo ponavadi tisti ljudje, ki najprej gledajo telefone, pa potem še ne bi tako, da se ti oblečeš ven, pa še mogoče ni fajn, da greš s prijateljco na pijačo, pa potem ne gre ven z njim. A veš, kar tako, kar mečkam gre po stopničkah. Jaz nobenega ne poznam, ki je šlo na dol ali pa ki se je ustavilo. Ja, po mojem težko, pa tudi, ker enkrat toliko veliko ljubosumje, jaz ne vem, če to lahko zares kar pozdravaš. Po mojem je to bolezen. To je bolezensko stanje. Zelo cute se po mojem začne, veš, on se zvečer pripelje in tvoje hiše, si že doma, kako lepo sem po čekiru, pazim na te, veš, na ta način. Meni se zdi, da na začetku... To ni sploh, že v štartu ni cute, sploh sliši. Veš, ne se to zdi cute, a vidiš, kje smo. Ko gledaš kakšne filme, recimo, kjer je to prikazano, ali pa poslušaš kakšne kolegice. Na začetku je njim to, ker je zaljubljeno v tega fanta, predstavljeno na zelo cute način, oskrbi ga zame, pazi name, ne vem, kakorkoli. Veš, in ti na začetku ne zaznaš, ampak zdaj, pa koliko časa mine, preden ti to kapne, pa kakšnih več let, pa se vmes že poročijo in imajo otroke in pa imaš resne probleme lahko. Ja. Če bo meni grozen, ko si šel tudi kakšno svojo prijateljco, ko je tako, ja, moj ni to kljubosumen, se mi pustiti na kavo s prijateljcami. Krasen. Mi sicer mi ne dovoliti za vikend s prijateljcami, da bi šle, ne vem, kakšne toplice. Ne, žurat sploh. Ampak lahko greš pa v ponedeljek ker so dedi pa babice, pač sploh ne, to ni šans, ampak on pustiti na kavo in on sploh je red flag. Ja, lej, lahko je srečna. Ne, grozno. Eno zanimivo anekdoto malo povem. Moja prva punca, ja, ne bom nič poimensko, to sem bil res najstnik, ful, danes je, če se srečava bez, krasno pa to, ampak ona je bila kar ljubosumna in bilo je, mislim, da se gre na maturanca iz 3. v 4. letnika. Ja, tako je. Maturanski izlet. No in smo šli na Zakintos in itak tam, kdo pa v telefon tam čekiral, teden ga tam žuraš na polno, ne, in sem jaz dobil najprej lih to, ne, kvaj inače ne odpisujem, pa to, ne, je bilo tako, ja, pa dobro, ne. In sem pol, mislim, da sem celo telefon ugasnil, ker sem rekel, ne bom, pa nisem, ampak tako, tudi tako, da povem, ni imela nobenega razloga, da bi jo rabili skrbeti, pa kakorkoli, ampak maturancija, ne, pust me, bom, ne, se slišal pol. No, in ker sem prišel domov, je me doma čakala. Doma me je čakala, ker me je tako pogrešala, ne, full cute. Ampak kar je bilo najbolj zanimivo, je to, da jaz sem bil full zmatran in sem pustil kovček dol na hodniku in se šel gor spat, ona tudi z mano. In pol, spomnim se, tik preden sem zaspal, sem dobil SMS od fotra mojega, Jaka, tvoje kratke hlače, biš sem ti dal kar pred, zato je pa pisal, kle. Podpisvali smo se, ne? In tudi kakšna se je podpisala tja, kamor po moje. Oh my God. Ni lih najbolj bilo primera, ampak ni bilo pa reč tako, da bilo pa zdaj... Ja, ok, bila je žurka, pač. Ja, ampak ne una, Ko so se ne spomnili. Ne, se spomnim, ampak tako, ne. Vsi smo se drugmu podpisali posod, ne. Ja, mi smo se recimo na majico, no ne na hlače. Ja, mi smo se tudi na majico. Mi smo se na ritno odhlač, na ritnico. Tudi. Pač. Ja, pa tako tudi noge, roke. Ampak, a veš, spet odvisno je tako, ko se mi pogovarjamo, le ful je ljudi, ljubosumje. Pa to je najstniško. Ampak nima, veš kaj ti hočem povedati, da ful, še to ne, ljubosumje, ko govorijo, da je ful več moških ljubosumnih. Zdaj sem gledala eno ameriško anketo, tako 50-50 je približno. Pri moških se večkrat poudarja, ker znajo iti v to fazo agresije, pa potem so umori, pa samo, veš tako, ne, zato ker gre, pri ženskah je večkrat psihično nasilje, pa se mogoče ostane med 4 stenami, ampak ne vem, jaz vsaj 2 poznam, kam mu žena prepoveduje iti zvečer s frendi na per. Pa ne zaradi tega, ker pač... To pa tudi jaz poznam. No, Jana, ko si rekel, da ne poznaš nobenega. Ja, mogoče so tudi tvoji frendi ljubosumni, sam tega ti ne bojo povedali, ker vi se ne pogovarjate. A ne, pa se veš, da kad ti napiše, danes moram neki merkam ja,
Ne, ampak včasih res daj merka otroka. Ok, karikiram zdaj, ne vem, mora delati. Mora. Ob 10 začeti. Jaz bi mogoče sam še to odprla temo, ker zdaj smo dosti... Prosim, zakaj pa tako sediš proti Hakatu? Ker drugače nikoli ne Tega pogreš. Ker sem bila 6 minut na razen. Ne, to sem reči, da zdaj smo veliko o tem ljubosumju, ne vem, ko so pari skupaj, pa ne vem, da greš ti v družbo ali pa ne vem, se družiti s kolegicami, kakorkoli. Veliko je pa enega ljubosumja tudi, kar mogoče naša generacija ful bolj občutno, ko smo veliko na telefonih, na socialnih omrežjih. Se mi zdi, da vsaj, ko sem se s kolegicami pogovarjala, mogoče pošti tudi kakšne svoje imela, ko smo bili ta generacija. A veš, ja, sorry, Vesna, no, ampak vi ne visite toliko na Instagramu pa na teh zadevah. Facebook. A je lajku, kjerim puncam je lajku sliko, da ne vem, spremljajo, kaj se dogaja tam gor. Pol jaz vem tudi za kakšne kolegice, ki so njihovi tipi, ne vem, si kaj tekstal, dopisovali s kakšnimi drugimi bejbami, pa se niso nikoli v živo dobili, pa nikoli ni nič bilo. Ampak... Kaj je pol point? Ja, to jih, ne vem, Valjda to pišeš, jih vzburja. da vlagaš čas v neki, ne na koncu, da nimaš nič. Neki naj bo, are. Ja, ne, da ste si pisala in sta imela ta texting, sexting. Sexting Jaz to- sta imela. Ja, pač ene to pali. Ene Pa pa dej, no. Ja, jaz to tega ne razumem, sem pač ene pali, da Vse prek razumem, da telefona. ima, recimo, grem jaz nekam smučat, pa si malo džidži piše, ampak Enim je pač očitno ena bejba, ki jim ni zares dostopna tako, da pa tako in on ima pol vizijo v svoji glavi in tako, ker ne vem, ne upa svoje punce pustiti pa s kakšno drugo proba, kaj se vem, ne vem. Pač, Ampak jaz ne bi bila ljubosumna. ja, Če ona bi se moj... sumna, ker ne vem, Jaz to ne bi- zveš pol jaz- na jaz bi ne bila ljubosumna, Jaz bi bila pač- jezna. Ja, To je, saj si to je jezna. velika razlika. Jaz ne bi bila ljubosumna, ker pač ne vem na kaj, ampak če je tip očitno, ne vem, tako nezadovoljen z mano ali pa si mora potešiti svojo potrebo tako, da se piše z Whitney Houston, pač nekoga sem mogla kak je butati. živa. Pač, hočem reči, če si piše z njo in ga rajca to, da si dopisuje in si pošiljata hot ali pa naked pictures, ne, nage slike in potem si ga na njo, ne, jaz bi bila jezna. Jaz bi se... Ne, ja, ok, whatever. To je ta generacija. Sydney Sweeney. Moj point je, da je bilo res resence. Ja, sorry. Moj point je zdaj, da jaz ne bi bila ljubosumna, jaz bi bila prizadeta in jezna. Se pravi, nekaj ne funkcionira v najnem odnosu, nekaj nasmeja. Ne, se veš, ja, ok, moja generacija. Ne, saj se strinjam. Ampak jaz bi bila jezna in prizadeta in očitno ne štima nekaj, ali on ni srečen z mano, ali ga jaz ne zadovoljujem, ali nisem jaz enough, ali pač nekaj je narobe, ali je pač... Skratka, pustiti posledice. Če te vara, se to je varanje, to je čustveno varanje, če se seksa nadaljavo z nekom drugim, to je samo prosti. In kva jim pa si une kumarce pošilja. Pa to, če je to Whitney Houston. Ne, resno. Alo? Ja, a ni imaš une kumarce pošiljaš? Pa dobro, to je tako Jajčevec. Jajčevec, Pa no. breskvica. pa Breskvica. Ti še slabši, kaj jaz, pa Ne, si ja, mlajši. okay, ja, nisem prav vešč tega, ampak ne, no, pa res. Ajde, reč, pošljaš neki sliko. Vse slike tudi Ni shit. pošiljajo. Vse dick pic pošiljajo in pač pošiljajo si tudi Alo, videe. vprašam, kjer je to... Vidiš, kaj ne gledaš. Kaj? Nobeni mi Poglej to všeč. epizodo s papičem. Gašper Bergant je isto vprašal, je kateri to seksi. Ja, ni. Ne. Nobeni. Mislim, ne, Ne. Ne. ne Ja, klobasa. ne, se jaz nisem... Tudi A jaz sem mogoče te poslal. A sem? Emoji si čez nalimo vedno. Unga z očali. Kako si zaščitil? A imaš ti še kaj, kaj jaz moram drugače nekaj vprašati? Ja, imam samo še eno zgodbo in sicer malo drugačno ljubosumje, ki se tudi dotika zveze. In sicer na zvezo te sledilke je ljubosumna tašča. S partnerjem imata super odnos, se razumeta, spoštujeta, ampak z taščine strani je prišlo pa veliko laži, v smislu, ne vem, da je lagala kaj, da je, ne vem, ta žena karkoli počela in je to govorila sinu, zato da bi jih spravila na razen. In je tudi sinu povedala, da bo vse naredila, da gresta na razen. Kaj pa to? V bistvu je mama Tašča svojemu... je ljubosumna na zvezo svojega sina s svojo ženo. Ja, in kaj se imaš o tem zapogovarjati? Očitno je nekaj narobe, ne zna spustiti. mami od sina. Ne, Ja. mislim, tvoja mami bi bila sledilke. ljubosumna na Ja, njo. ja, razumem. Razumeš? To je. Ampak pač tako problem ima, ker se očitno ni nikoli ločila od svojega sina. da Kontra mami Otelov reče, sindrom. Da se je potrudila, da moja mama je rekla, da se je potrudila, da bo šla midva na razen. Ja, pa ne vem, pa si pa predstavljaj, mogoče skupaj Zato, ker živijo, si kako njen se temu izogniti. edinček, recimo, mogoče nima nobenega drugega in je strah, Sem da pa te... brata mojega. Dobar, ampak mogoče jo je strah, da bo izgubila edinega človeka, ki je še ostal v življenju. Razumeš, če je sama pa neki... Ampak to ni zdravo. Mislim, jaz ne vem, če se mi pokaže, to je bolano, da to dela. To spravo ona probleme. Una kamarada pse, ki smo se prej pogovarjali, mogla. Se mi zdi, mamice, sini,
imajo doskrat kakšne take težave. Ne na tako hudem levelu, ampak prej mamica pa sin, kukar pa hčerka pa foter. Na tak način. Ne vem, če. Jaz tudi mislim, da je lahko še... Kaj da bi foter... Foter strela s puško, ampak ne gre pa razderati, pa lagati, pa SMS-ov pisati. Ja, meni se, da so mačehe bolj pasne. Mislim, ajde. Ja. Do mačehe. Ne mačehe, sorry, tašče. Ne mačehe, tašče. Mislim, da so bolj pasje, kar se tega tiče. No, pač tudi to ljubosumje ni zdravo in pač se probati izogniti temu, da karkoli vpliva na vajno zvezo. Ne, to je naš odgovor, absolutno. Ja, pač tle more on malo odrezati pol tudi familijo, po moje. Kontrolirati, ja, koliko stikov. Je pa tako, recimo, ne, če on ali ona pol ne vidite, da sta pa dejansko v neki toksični zvezi, pa da mami proba pomagati, ajde. Ampak če pa neko razmerje štima, ja pa... Tle prav ona, da štima, no, zdaj kako je zares, ne vem, ampak... Ja, mislim, okej, ja, ampak tako, ne. Da ti nekdo drug proba povedati, stari, dej pogledaš iz te strani, pa če je to pol na konc mami, oči, dedek, kdorkoli, da ti proba pomagati, zmešano babo imaš. Sej je res tako. Karikiram. Mislim, kaj pol? Kaj smo prišli do konca? Ja, da pač probati omejiti stike s to taščo, če vidva veste, da sta vidva cool, se probati njej izogibati, ker ne vem, kaj lahko drugega narediš, da... Noč. Štrak, pa gasa. Drugače je ena še napisala nam na teh odgovorih, pač da sama, da ni ljubosumna ali pa se ne smatra za ljubosumna, če je zaupanje in spoštovanje v partnerstvu in ljubosumje odveč. In v bistvu je povedala to, kar je Uroš vmes rekel, da če pride do tega, da se mora spucati in se pogovoriti, od kje to izhaja. Mogoče ti je dal nekdo nehote povod. A veš, mogoče imaš ti slab dan, pa se glih ti dan, zdaj me za punce govori, počutiš staro, grdo, debelo. Hej, no, se nisem mislila. Ne, ampak hočem ti reči, nisi grda pa debela. Ne, ampak hočem ti reči, imaš slab dan. In če glih na slab dan, mogoče človek se pogovarja z eno punco, ki te na tvoj dober dan ne bi zmotilo, pa te tisti dan pač priješ in rečeš, jaz se res počutim kot drag trenutno, ker pač neki, ni mi bilo cool, pa nisi nič narobe naredil, samo pač ni mi bilo cool. Se pravi, pogovarjati se, zakaj, od kje to izhaja. Ja. Ker jaz ne vem, če bi jaz šla zdaj v vezo z XY tipom, mogoče na začetku ne bi niti vedela, da je imel 4 punce prej, ki so ga prevarale. In mi mogoče ne bi bilo jasno, od kje je zdaj pač je on čisto zaskrbljen, ker grem jaz. Pa si mislim, grem s Kajo pa z Laro ven, ja, Lara me hoče zalizati, sam me ne bo, ker jaz sem straight, razumem. Pač ne bi štekala, od kje je tip ljubosumen, dokler ne bi mi on povedal, imel sem tako pa tako izkušnjo, ne vem, 3-krat sem imel strto srce, zaradi tega, dej, please, I need time, ne veš, tako, pač, dajte se sem folk, dajte se pogovarjati. Ja. Ja, to ker pomaga, drugače. Pa pač se je to še stvari povedati, ampak ne, poveš. Poslušati se, please. In vsak dan je odločitev. Ja. In tudi, če je to v nedeljo zvečer ob 11. To je zdaj karikira, zato ker zmeri, kadar se mi dva kaj spičiva, ali pa kar moram jaz kaj razpucati, to v nedeljo zvečer ob 11. Ko Jaka razmišlja, da je treba iti spat in da on mora zgodaj vstati. Ne, jaz bi takrat razpucavala in pojce je dosedan in se mu ne da. Ne, pa se, jaz pač valjda, da se pogovoriš sam, a lahko to 2 uri prej, ker pospravljala pojstva. Kaj si, jaz ne kontroliram, kdaj me bo mene že prizadelo. Moje še hujše. In pa se uleževa zvečer, ko stoširana, lepo, se uležeš in pa naredi... Ja, vem. In sam tako, evo, budilka ide. In pol je že takoj, sploh me ne posluša, takoj na začetku, ker je takoj, on bi pol sam na hiter nekaj rekel, kar hočem slišati, zato da greva čim prej spat. In jaz razumem, da je on rekel, to sem zato, ker jaz hočem to slišati. In to te še bolj že vcera, ne? Pa se jaz to res mislim, drugače. Malo na hitreje, a ne? Ja, ne moreš. Ja, lahko. Jaz bi bila zate po koncu tudi do 3 zjutraj, do 5. Se jaz sem? Ja, ko moraš. Ampak to mora biti tvoja odločitev. Ja. Se pravi, tvoja odločitev mora biti, da takrat, ko se njej razpucava, da si ti želiš razpucavati. Se tudi mene razpucava, ja. Itak. In pa zjutraj na radiju ob 6. Ja, dobro jutro. Ampak jaz sem dobila zdaj Klemen fuleno dobro, ker pač moj Klemen mi je parata zaspan ob 8, pol 9, se pravi, ne rabim ob 11, pa že ko ob 8 naredim, njemu on bi šel spat. Naša pokojno ob 11. Tako da 2 ure ali pa 3 ure ima še lufta, mir. Eni imajo kasneje probleme. Jaz bi zaključila ta podcast z zadnjim vprašanjem, kaj s helikopterčkom. Jaz moram to vprašati. Prva oddaja je bila, kako dolgo bi mogel trajati seks in Kaja in Nina sta se našli takrat še v tem, da pride tip iz Potuša in da zavrti helikopterčka in da misli, da bo bejba padla dol in dala noge na razen za vrat in da... Valjda? Ne, to ne, sploh ne. To je rekla Kaja zate. Kva?
Ja, ne. Ja. Ja, sem rekla, ampak ne tako. Jaz sem rekla, da ko začnejo oni to malo osvajati, da zdaj bi pa oni malo kaj imeli, pride tako malo, kje si lombica in pol malo to, ok, tudi če prije spod tuša, je tako narediš. Jaz prijemam samo binge. Ja, tako. Ne, ampak čak, to ne pomeni, da pa, zdaj pa, mokra. On mi valjda, da reče, pomeni. itak da Ne, pomeni, ker ne. če bi jaz Ona padla, da bi prepričana, bila jaz zagrabla, on bi bil tako, idemo. Ok, čak, to je drugače. To je drugače, če prijem. Jaz pa tako pridem ven in naredim la in se začne režati in nekaj in bolj Ja, in pol je, ja, prav, pa ne. In gre. A je malo žaljen. Ja, ali se pa sam dela za nalaž, kao, za foro, da je malo žaljen. Ni nujno, da je prizadet. Ampak ti drugače, ampak brez bezemance. Ti misliš, da je seksi, ko priješ s helikopterčkom iz Ne, posluša? itak, da ne mislim. Zakaj pa pol to delaš? Pa zato, ker je dober. Ti bi tudi to počela, če me tiče. A ja, okej. Ja. Tukaj se, To je fair enough, ne? Ampak tukaj se, fanti, Paše, ali punce kaj? pogovarjajo, ja, da kva, če bi imeli mi joške, a ne, Bi se Ja. potipali. valjda, da bi se. Kdo pa se ne. Ja, In mi kontra, bi- kaj bi najprej naredili vi? Najprej bi malo bi stoje bunga scat, pa bi pa helikopterčka delali. Ja, ne, se bi ja. Tam, jaz bi ga po mojem enkrat in bi bilo tako v redu. Sem kaj bila zgrožena na tej debati, da ti dejansko priješ čist napalen in potem kao vse je joke, ampak če bi ona zagrabila, bi pa zagrabila. Ona je bila takrat Nisem nič napaden, ampak če pa bi zagrabila, pa bi... Jaz sem to pri njemu Pa zagrabi? resni problem. pa zagrabi na helikopterčka. Pa Se včasih ujame na zagrab, trnk. Na Ja. svojo harpuno. A kaj ujame meno? Game on. Ja, ne vem, kaj sem hotela reči. Ne, Ja, ampak včasih ne, zgrabim, da ne opomote, absolutno mislim, da je zdaj pa to neki seksi. Ampak veš, ko si partner, pa se poznaš, že dolg cajta, pa si tako... Pač, Veš, kaj sem jaz Ampak zdaj, ko ugotovila? imamo priznanje, je vse seksi. veš. Ja, zdaj Ja. pa. Zdaj je to drugače. Ne, sej sem ugotovila, da so različni načini osvajanja, da eni moški so sluzasti, pa mislijo, da bojo zapalili. Eni pa pravijo biti smešni, pa včasih pač res še takoj ne dojamem tega humorja, ampak drugače načeloma humor deluje. No. A veš, kaj pa še najbolj zanimivo? Deluje. Vsem tem, ki se pogovarjamo, da to gleda tudi moja bodoča tašča. Od kaj je... Ja, pa moja Irena. tudi. Ja. Prijeten. Mislim, obe Ireni, moja mama je Irena in Ja. njena mama je Irena in Pa vi obe pa ste gledata si to. usvojeni. No, da. Pa še Ja, ja. iste črke ima to v imenu. Ja, Drugače, jaz moram zdaj še sforsirati. A veš, kateri komat od flirtov punca v belem? Ja, to A je lahko To je pa- a si to razlagala mu? Samo enkrat ga zapoj, ker Kaja je doma ob reki Krki. In ona, njej je bil ta komat ful všeč, a boš daj zame punca v belem, a boš pa reki v beli obleki prekimala, da... všeč za me. vem, da je Vesni Ne, ful všeč. ne, to je bilo, komat je bil napisan za njo. A lahko, Ja, prosim, to nekaj res naredita. odgovori, ja. Ja, Ja, bom, res ampak jaz lepo ne poznam govori. tega komada, res. Sorry, Lunaček. Ampak, ne, kva? Nima veze, da je Jaz tako vem, kjer vsega. komad bo Kaja, da bo O, ja, mokra. ve. Pa se noče biti mokra na svoj poročni dan, prosim. Whitney Houston. I will always love you, vidiš pa so. Ej, folk. Mislim, da V glavnem, ja, Lebesum je ni dober. To je point debate. Ne? Ja, smo rabili 1 uro, da smo to ugotovili. ne razumemo, da se to dogaja, razumemo, da je del ves. Zaradi različnih backgroundov, ozadij, iz kje prihajamo, sam ne se slepiti, da je to zdravo. Razen če veta, zakaj je, pa se pomenta, pa iz tega nadgradita svoj odnos. Tako. Drugače pa nič od tega, kar smo rekli, ne message, ne tipkanje, ne prepovedanje oblačenja, nič od Bog tega ne ni. daj. Okay. Ja. Mislim, ni. Ni zdravo. Žal, pač ni. Če pa imate to, pa je bika. Ja, to smo ugotovili, zdaj hvala, ker ste gledali. Hvala. Pa še kdaj, a ne? Ja, kaj ne mi naredimo, Ja, gledaj. kaj, Smo opozorili. Mi smo opozorili, zdaj pa Ja. sami ste Ne, to je odločili. napisala ena, le bom prebrala, ena Kaja naša, prebrala, danes lahko, ko ima fanta tle. je napisala ful lepo, glih danes sem jo odpisovala, ker je delila eno zgodbo, no, to, kar smo jo eno tudi povedali, in je napisala, vam bom prebrala, evo, Probaj. zaključek. Všeč mi je, da se pogovarjate vsem, ker so nažalost še kar tabu teme in mi je všeč, da tam v studiu sedite punce, ki želite, da tudi ostale odpremo oči. Tako da. To je treba čez. In tudi tako, moram pa reči, pa pohvaliti vas, ker imate kakšne take bolj resne teme, da tudi zelo dobro razdelate. Tako. Da ni samo una hojla dripa, koliko se imamo fajn, pa dolgi nohti, pa to. Ne, tako, pač iskreno, res, in čestitam in kapo dol. Hvala. Hvala. Vi pa še naprej. Ostanite z nami, ne rabite se strinjati z nami, vsak ima svoje mnenje, vsak ima pravico do svojega mnenja, dokler... Dobro, tudi delite spodaj.
Ja, tako da se vidimo kmalu z novimi gosti. Ja, ki vidijo se peta, pa zdaj zmed. Pa ja, gledaj, You get a room. letiš v Ljubljanco, kmal. Je da delati helikopterčko domov. Če pa danes ne bo padel en helikopterček, nismo pa nič naredili. Ne? Ajde, folk, čau, lepo. Ciao. Tisti dnevi